Duh se je ustavil pred vrati ene od trgovin in vprašal Stispuha, ali jo pozna. Kaj bi je ne, je rekel Stispuh, tu sem bil vendar za vajenca. Stopila sta noter. Ko je Stispuh zagledal starega gospoda z valižansko kučmico, sedečega za tako visoko pisalno mizo, da bi se moral z glavo zadevati ob strop, če bi bil 2 palca večji, je razburjeno zaklical. O, to je stari Fezivig! Bog daj srečo! Fezivig je spet živ! Stari Fezivig je odložil peresnik in se ozrl na uro, ki je kazala 7. Pomel si je roke, si popravil ohlapni telovnik, se od čevljev do organa dobrodušnosti ves nasmejal in z blagodejnim, oljnim, sončnim, debelim, razpoloženim glasom zaklical. Ej, ga slišiš, Ebenezer, Dik! Stispuhov prejšnji jaz, zdaj odrasel mlad moški, je urno vstopil in z njim sovajenec. Dick Wilkins! Pa ja, je Stispuh rekel duhu. To rečem, ja, on, tako rad me je imel tale Dick, ubogi Dick. To rečem. Ej ga fanta, je rekel Fezivig, za nocoj konec. Sveti večer, Dick. Božič, Ebenezer. Nataknita polknice. Je zavpil stari Fezivig in ostro zaploskal, kakor bi kvišku pogledal. Človek ne bi verjel, kako sta se fanta zasukala. Planila sta s polknicami na cesto, 1, 2, 3 jih nataknila na kavlje, 4, 5, 6 jih zapela in pritrdila, 7, 8, 9 in se vrnila v trgovino. Sopihajočka kordirjača, še preden bi naštel do 12. Dajmo, je zaklical stari Fezivig in s čudno gibčnostjo skočil z visoke pisalne mize. Pospravita fanta, da bo tukaj prostora. Dajmo, Dick, živo Ebenezer. Pospravita. Ni je bilo stvari, ki je ne bi pospravila ali ne bi mogla pospraviti, če je bil stari Fezivig zraven. Kakor bi mignil, je bilo vse upravljeno. Z vsem premičnim je bilo počejeno, kakor da je za vse večne čase izginilo ljudem izpred oči. Po tleh je bilo pometeno in poribano, luči so bile useknjene, v pec sta naložila premoga in trgovina se je spremenila v udobno in toplo in suho in svetlo plesišče, kakor bi si ga človek le mogel zaželeti v zimski noči. Vstopil je godec z notami in odšel k visoki pisalni mizi, jo spremenil v orkester in zacigumigal, kakor bi 100 mačk zamijavkalo. Prišla je gospa Fezivigova, en sam ljubi smeh. Prišle so 3 gospodične Fezivig, sijoče in prisrčne. Prišlo je 6 mladih fantov, ki so jim strle srce. Prišli so vsi mladi moški in ženske, zaposleni v trgovini. Prišla je hišna z bratrancem Pekom. Prišla je kuharica z bratovim najboljšim prijateljem Mlekarjem. Prišel je fant z druge strani ulice, o katerem so sumili, da pri svojem gospodarju ne dobi dosti za podzob, in se poskušal skriti za punco iz druge hiše zraven, o kateri se je vedelo, da je njena gospodična za ta sladke navija uro. Vsi so prišli drug za drugim, eni boječe, drugi korajžno, eni uglajeno, drugi okorno, eni s pehanjem, drugi vlečeni. Prišli so vsi, tako ali drugače. In vsi so se uvrstili za ples, 20 parov obenem, z rokami napol naokrog in spet nazaj v drugi smeri. Posredi navzdol in spet nazaj, okoli in okoli v raznih oblikah ljubeznivih skupin. Prejšnji prvi par se je vselej umaknil na zadnji prostor, novi prvi par se je že umikal, brž ko so drugi prišli za njim. Nazadnje so se vsi zvrstili kot prvi par, tako da ni bilo treba na nikogar več čakati. Ko je bilo to doseženo, je stari Fezivig zaploskal, ustavil ples in zaklical Prima! In godec je potopil razgreti obraz v ročko črnega piva, prineseno na lašču ta namen. Ko pa je znova prišel na plan, se je požvižgal na počivanje in pri priči začel znova, pa čeprav še ni bilo plesalcev in je bilo videti, kakor da so prejšnjega godca izčrpanega odnesli domov na eni od polknic, in
je to popolnoma drug spočit godec, trdno odločen, da prejšnjega preseže ali pa naj ga bo konec. Bilo je še polno plesov in polno srečelovov in še več plesov in kolačkov in kuhanega vina in velik kos mrzle pečenke in velik kos kuhane govedine in paštete in veliko piva. Najimenitnejši trenutek večera pa je prišel za pečenko in govedino, ko je godec, prebrisan tič brez skrbi, eden tistih, ki se spoznajo na svoje delo bolje, kakor bi jih mogla naučiti ti ali jaz, urezal gospoda Rogerja iz Coverleya. Tedaj je stari Fezivik stopil na plan in zaplesal s Fezivigovo. Za povrh še na čelu, tako sta imela nemalo opraviti, preden je bilo vse postorjeno, vseh 3 ali 24 parov partnerjev, ljudi, s katerimi ni bilo šale, ljudi, ki so hoteli plesati in jim še mar ni bilo hoje. Ampak naj bi jih bilo tudi še enkrat toliko, 4-krat toliko, bi se jih stari Fezivik ne ustrašil in gospa Fezivigova ravno tako ne. Glede nje je treba reči, da mu je bila v vseh pogledih kos. Če to ni zadosti pohvale, mi povejte boljšo, pa bom zapel tisto. Od Fezivigovih pet se je kar bliskalo. In zadnja plat mu je pri vsakem obratu zasijala kakor luna. Nihče bi ne bil mogel napovedati, kako bo ob prihodnjem krogu. In ko sta stari Fezivik in Fezivigovka preplesala ves ples do konca, naprej in nazaj, držeč se za roke s partnerjem, z vsemi pokloni in prikleki, z odvijačem in udevanjem šivanke in spet nazaj na svoj prostor, je Fezivik zastrigal, tako spretno zastrigal s petami, da je bilo videti, kakor da je samo pomežiknil in se je že spet postavil na noge, kakor da ni bilo nič. Ko je ura odbila 11, je bilo domačega plesa konec. Gospod in gospa Fezivik sta se postavila vsak na svojo stran in vsakemu posebej, ko so odhajali, segla v roko in želela vesele božične praznike. Ko so odšli vsi razen obeh vajencev, sta tudi njima segla v roke in tako so zamrli žvrgoleči glasovi, da sta se fanta lahko umaknila v postelji, ki sta bila pod enim od prodajnih pultov v zadnjem koncu trgovine.